Živjo, dobrodošli. Evo, danes je 11. oddaja in število 11 naj bi bilo mojstrsko število. In mojstrska se zdi tudi današnja tema, ker bomo govorili o tem, kako ljubiti sodobno žensko. Jaz bi kot terapevtka verjetno marsikje uporabila kakšne drugačne izraze, ampak vseeno sem občudovala korektnost, spoštljivost in pa direktnost zapisov v knjigi Pot do nje. In njena avtorica je seveda danes moja sogovornica, ki pa se poleg pisanja ukvarja še z bloganjem, ima tudi svoj YouTube kanal z imenom Fajn, Fajn kanal, kjer so objavljeni pogovori z znanimi Slovenci in so zelo fajn pogovori, je pa tudi coachinja in pa podjetnica. Maja Monroe, pozdravljena. Zdravo tudi vsem poslušalcem danes in hvala ti, Eva, za povabilo in hvala ti za v bistvu to spoštovanje drugačnega pogleda. Sploh, ko meni pač terapevt reče, da mu je bila moja knjiga všeč oziroma da mu je moje razmišljanje všeč, zelo cenim to in se mi zdi, da je pač to res to, kar rabimo, takšni bi mogli biti vsi terapevti. Se pravi, teorija in potem ta teorija v praksi pomeni tudi, da sprejemamo različne znanosti ali pa vedenja in iz tega oblikujemo novo vedenje. Hvala ti za to. Ja, z veseljem. Evo, še zmeraj moramo biti življenjski, ne pozabiti en na drugega, pa samo to, kako je se s človekom usesti dol in samo z nekom poklepetati. In upam, da bo točno to mi dve danes naredile. Tako da, Maja, začneva z enim standardnim vprašanjem in sicer, kaj je zate intima? Intima je zame tisto nekaj najbolj sveto, kar se lahko zgodi med dvema človekova. In to niti ni nujno, da sta dva zaljubljena človeka kot moški in ženska. Intimo lahko doživimo v bistvu, jaz gledam na to tudi s svojimi bližnjimi v določenih trenutkih, ko se res čutimo. Se pravi, jaz res čutim sebe in sem lahko to, kar sem, in ti ob meni si lahko to, kar si, in bolj začutiva ta nek connection. In se mi zdi, da ko se ustvari ta nek mehurček v takem doživetju, da je to pač intima. A bi rekla, da je intuicija tudi del intime? Zaradi tega, ker vem, da si oziroma sebi rečeš intuitivna pisateljica in me zanima, če bi intuicijo tudi uvrstila kot nekaj intimnega. Vsekakor, meni se zdi ravno to, če si ti popolnoma intuitiven v nekem trenutku, kar pomeni, da si popolnoma povezan z svojim notranjim jazom in se pravi, izključen iz zunanjega sveta in zunanjih vplivov, se pravi, popolna povezava s sabo, si lahko šele takrat v bistvu z nekom intimen, ker takrat, kot sem rekla, se oblikuje ta mehurček, ko sva oba popolnoma in samo intuitivna, se pravi, naj vodi nekaj naravnega in naj nekaj naravnega vleče skupaj in oblikuje ta trenutek. Super. Ja, to je tudi ena tema, ki so zdaj dobile iztočnico, kako, cel podcast ima naslov Kako ljubiti sodobno žensko. Knjiga ima naslov Pot do nje, se pravi en priročnik za moške, kako najti vse te odgovore. Zdaj me pa čisto zanima, čisto iz teh tvojih izkušenj ali pa mogoče tudi odzivov bralcev, kaj je tisti največji izziv sodobnih žensk ali pa moških? Ali pa in obojih. Jaz v bistvu, ko sem pisala to knjigo, sem mislila iskreno, da imamo res samo ženske ta problem. Ampak potem sem videla, ko je knjiga izšla, da so tudi moški se oglašali, pa saj pri nas je isto. In kar jaz sem vedno najbolj izpostavljala kot nek problem sodobne ženske, je predvsem to, da si ne upa v resnici biti to, kar je. Ker pač ženske se že rodimo v svet, ki nam cel čas sporoča, da nismo dovolj dobre. Že od malega naprej se pač puncam govori, pa vedno si lahko še malo pametnejša, pa vedno si lahko malo lepša, in bolj tudi skozi oglaševanje, skozi pristop družbe, skozi to neko tekmovalnost, ki se je na ženskem področju, ker vedno moramo tekmovati, da boš ti tista, ki bo izstopila, ki jo bojo tudi moški opazili, ni nujno samo v romantičnem smislu, tudi v kariernem smislu, potrudi se, bodi lepa, pametna, sposobna, neodvisna in potem boš opažena in se boš dvignila v svet moških, ker o njim je pa recimo
ne, tako pavšalno rečeno, ta pot dosti lažja, ne, so ker normalno je za njih, da prosperirajo, recimo po karierni lestvici, ker je to pač moški način. In se pravi, ne upamo si biti to, kar smo, ker skozi mislimo, da nismo dovolj dobre. In s tem, ko ti hodiš tako po svetu, jaz nisem dovolj dobra, nikoli dovolj dobra, ne verjamem vase in potem iščem v bistvu skozi neko potrditev v zunanjem svetu. Sem pa, tako kot sem rekla, ugotovila, da v bistvu tudi moški imajo, sodobni moški imajo ta isti problem, čeprav se je vzgoja fantov drugačna, vseeno, še vedno, ne, vemo, da pač imamo to neko celo zgodovino in junakov in pravljice in to vse se zdaj spreminja sicer, ne, ampak vseeno ugotovimo, da ker moški ne more biti takšen moški, kot bi moški v originalu naj bil, se pravi, se vseeno fante malo nekako tak, ja, pa moraš pustiti puncam, ne, da recimo moraš pustiti punci, da ona zmaga, ne, vseeno si ti močnejši, pusti, da zmaga, moraš spoštovati ženske, moraš jim dovoliti, da one tudi. Se je to vse tako malo premešalo in potem moški v bistvu tudi ne more biti to, kar je, če pa gremo zdaj še specifično v odnos, pa živimo v svetu, kjer v bistvu sodobna ženska je skozi siljena iz zunanjega sveta vzgojena v to, da mora biti neodvisna od moškega in da moškega sploh ne rabi. In dostikrat se bolj zgodi, ko moški in ženska prideta v odnos, bi ona rada bila moški in ženska hkrati, ker so jo tako vzgojili, ti moraš njemu dati vedeti, da ga ne rabiš, ne, da ti lahko vse sama. In hkrati pa s tem v bistvu moškemu po domače povedano odrežeš jajca, oziroma, da rečemo bolj strokovno lepo, mu vzameš njegovo vlogo. In kaj se pa zgodi? Moški je čisto zmeden, sploh ne ve, kaj bi v odnosu zdaj on počel, ne more se postaviti v tisto moško vlogo in je skozi to zmeden. In spet ne verjame vase in ona ne verjame vase na koncu konca, ne. In skozi iščeta te neke potrditve in meni se zdi, da je pač to največji problem sodobnih moških in žensk, no. Ves čas iščemo, da ves čas v bistvu ugotavljamo, kaj je sploh naša vloga. Tako, da v bistvu se mi v sebi noter vemo, ampak ker ne zaupamo svoji notranjosti, ker iščemo zunanje signale in zunanje navodila, kako bi mi naj bili in funkcionirali, smo izven sebe in ko smo izven sebe, itak nismo pravi in ko nismo pravi, smo itak zmedeni, tudi v odnosih en do drugega in tako kot jaz že v knjigi skozi trdim, ali pa sem trdila, glavna značilnost sodobne ženske je, da ona nikoli ne ve, kaj bi rada. Smo zdaj prišli tudi do tega, da tudi moški so zdaj že v tem stanju, da v bistvu ne vejo sploh, kaj bi radi, kaj je sploh njihova vloga in vsa ta neka zmeda ustvarja čist nepotrebne strahove, no, in iz tega komunikacije, ki niso kvalitetne, no, če govorimo zdaj o nekih dobrih odnosih, o uživanju en z drugim, ne. In kaj pol tisto, kar, ne vem, sodobna ženska rabi, poleg tega, da mogoče začne odkrivati nek svoj posluh, ali pa kaj rabi recimo v odnosu z moškim? Vem, da v knjigi tudi omenjaš 22 odtenkov žensk, mogoče lahko tudi poveš, ker znotraj teh odtenkov si tudi v bistvu pri vsaki ženski dopisala, kaj konkretno ta odtenk ženske rabi. Ja, res je. Jaz sem v knjigi zelo razčlenila to, kakšni so recimo tipi žensk, čeprav se osebno zelo hočem tudi izogibati temu nekemu predalčkanju, ampak jaz sem to naredila za moške bralce iz razloga, da bojo nekako bolj razumeli, koliko je lahko pač različnih vplivov na to, kako bo ženska funkcionirala v svetu in pač od teh nekih starostnih, pač starostna obdobja so pri ženski, se mi zdi tako, da pri moških imamo, on je zdaj mladič, pol je mladec in takrat zajaha svet in je vse njegovo in pol pade v krizo srednjih let, bam, in pol ugotovi, da bo kmalu umrl in potem hoče spet zajahati svet, ampak to naredi na čist nor način, narobe način, kakorkoli. In so pač mogoče ta 3 neka obdobja najbolj značilna, medtem ko pri ženski je pa zelo odvisno tudi od tega,
ker smo rekli prej, da pač ženske so vzgajane v to, da morajo biti neodvisne in se mi zdi, da dokler ne pridejo do te nekega občutka neodvisnosti, se zelo lovijo, se zelo iščejo, zelo preizkušajo svet, bolj postanejo neodvisne, grejo dostikrat v čisti ekstrem, jaz za dobenega več ne rabim, imajo pač par tudi slabih izkušenj, ljubezenskih, spremenijo pogled na moške in pa vseeno skozi čas ugotovijo, ja pa sej v bistvu jaz si želim imeti družino, želim biti partnerka, ne, želim si ljubezni, da me nekdo objame, da nekdo z mano skrbi za otroke in tak. In potem pride ta neka zrelost, ne, kjer pač ugotovijo, da so se čisto preveč sekirale celo življenje in da je treba sam spustiti in sam biti in da v bistvu vsak moški, ki je ljubeč v tistem momentu in skrben in je tam, konec koncev je v redu, ne. Se pravi, se ti neki standardi končno spustijo in se te neka pričakovanja pač spustijo, ne. In jaz pišem pač v svoji knjigi, da je tista neka glavna stvar in edina, ki jo ženska od moškega potrebuje, potrditev. Čeprav sem prej govorila o tem, da v bistvu iščemo zunanje potrditve, pa da je to mogoče, da je to v bistvu na nek način zgrešeno ali pa iluzorno, ne, za našo srečo, ampak jaz sem to v knjigi zato noter napisala, ker se mi pa vseeno zdi, da zdaj, ko smo že pač taka situacija je, ne vem, koliko lahko pri tebi uporabljam kletvic. Ja, kar se valjda, komot. Vseeno. No, ker ne glede na to, mislim, situacija je zdaj pač fucked up, ne, vsi smo tako malo fucked up, in zdaj je brez veze govoriti o tem, kaj bi bilo, če ne bi bili fucked up, pa bi bilo pravilno, da bi v sebi iskali potrditev sami za sabo, ne? To bi bilo pač najbolj prav. Ampak situacija je drugačna in zdaj pač rabimo ženske zunanjo potrditev in najbolj bomo cenile in sprejemale in najbolj učinkovita bo potrditev moškega, ki ga ljubimo, ne? Ki ljubi nas. On, kar bo rekel, to bo se pač nam najbolj vtisnilo, to nam največ pomeni in to bo v nas tudi največ naredilo efekta. Zato jaz moške cel čas tako spodbujam skozi knjigo prijazno, seveda z občutkom in z spodbudo, da naj pač ženski vsaki dan dajo neko potrditev, da je ona dovolj dobra takšna, kot je. Ker čez nekaj časa, ko bo moški to ljubeče tako v bistvu delo eno tako terapijo, da tako rečem, ne, dovolj dobrosti za žensko, bo ona v enem trenutku začela verjeti vase. In ko se bo ta trenutek zgodil, da bo ona začela verjeti, da takšna, kot je dovolj dobra, se bo pa od tu naprej vse v njej zgodilo samo od sebe. Se pravi, ko bo ženska začela verjeti, da je dovolj dobra takšna, kot je, bo postala sproščena, bo postala ljubeča do tega moškega, bo postala razumevajoča do tega moškega, ker mu bo želela pač dati vse, kar on rabi, zato ker je on njej dal to, kar ona rabi, ne. In tu pridemo pol do točke, ko moški dobi od ženske to, kar pa on rabi, ne. Pač vsi moški rečejo na prvo mesto vedno razumevanje, ne. Se pravi, razumi me takšnega, kot sem, z vsemi mojimi pač napakami, z vsemi mojimi muhami, sprejmi me takega, kot sem, ne me prevzgajati, ne me obsojati, ne me gnjaviti, ne me pač skozi mi sporočati, da nisem jaz dovolj dober taki, kot sem za tebe, ker to je pa ključni problem današnjih parov, če mene vprašaš, ne. Ženske imajo ful previsoka pričakovanja, moški pa ne verjame vase, kaj šele, da bi verjel v to, da lahko izpolni ta pričakovanja in pol ga boli ta njegov moški ponos in trpi v bistvu v sebi, ker ne more biti dovolj dober moški za njo in vse to je čist iluzorno in brez veze, ne. Tako da v bistvu oba rabita eno potrditev in kar bi jaz rekla, ja, en ta ranljiv, intimen odnos, v katerem si lahko priznata, skrbi me, nisem prepričana vase, kljub temu, da navzven blesti cel svet, ne vem, kaj še vse delam, naredim, ne vem kaj, ampak zvečer, ko se uležem v posteljo, sem pa tudi ranljiva, pa včasih tudi nisem prepričana, a mi bo vse to uspelo. In verjetno, a ne, tudi kakšen moški, ki si upa več govoriti o sebi, tudi nekaj podobnega rekel, a ne. Ne vem kaj, zaslužil sem, preskrbel družino, ne vem, oddelal, kar je bilo treba, popravil, ne vem kaj doma, ampak vse me včasih skrbi, da pa še kar ni dovolj. Ja, točno to, ne, in tudi jaz imam en od teh odtenkov, je tudi pač malo jih razdelim po tem, kako ženske v bistvu opredeljujejo svoj work-life balance, ne, se pravi, koliko je
služba ali pa kariera pomembna v njihovem življenju. In bolj en odtenek super ženske, ne, teh se mi zdi zadnje čase ful, ne, se pravi ženska, ki v bistvu handla in službo in otroke in to zraven življenje in še sebe in vse in deluje navzven, pač da res ne rabi nikogar, ampak te ženske so v bistvu najbolj ranljive, ne, in najbolj rabijo ravno to, kar si rekla zvečer v posteli, da jo pa on objame, da jo pocarta, da ji reče, veš, koliko si pa ti sposobna, jaz te prav občudujem, ko te gledam vsak dan, kako vse to handlaš, ampak vedi, da me lahko kadarkoli rečeš, tudi za pomoč, ne, pač jaz sem tu, vključi me, ne, pač veš, ta del komunikacije vedno zmanjka, se mi zdi, ker to je tako, kot recimo, ko so otroci, naprimer, več otrok pri hiši, pa je en skozi priden, pa odličen, pa ne dela dobenih težav, pa se sam igra, pa ne vem kaj vse, in pol starši rečejo, pa saj on je v redu, on ne rabi nič, pa rabi, to so potem otroci, ki zrastejo v odrasle, ki rabijo v bistvu ful več pozornosti, potrditve in vse to, in ki v bistvu jih na nek način ta njihova uspešnost ali pa to, da so v vsem dobri, jih tepe. Ne? Ker to za njih pomeni pravzaprav izolacijo od neke ljubezni ali pa skrbi. Ne? In isto je pri super ženskah. Ne? Se ona vse bo shendlala, ona nič ne rabi, ne? V resnici pa zelo, zelo dosti pač rabijo. Malo manj rabijo recimo karieristke, ne? Ki so pač vseeno dale kariero in so se začele tu uresničevati in se jim pač čutijo, da je pač so se v tem izpolnile, dosti teh žensk tudi nima otrok, zato ker so toliko močno pač ta vzorec, da je delo tisto, kar jih bo izpolnilo, vstavlja v svoj sistem, da potem tudi moški težko zraven pride. Ne? Ampak namen teh mojih odtenkov je pač, da bi moški razumel sploh vsaj odtenke. Jaz tudi povem na začetku, to ni zdaj točni profil tvoje ženske, ti moraš svojo žensko opazovati, jo sprejeti tudi kot človeka, se pravi ne samo po teh nekih predalčkih in barvah, ampak hotela sem jim pač malo dati pogled, na kak način funkcionirajo ženske v različnih situacijah življenjskih. Ne. In pač to se mi zdi pomembno, da razumemo, da ne moremo dati na sveta generalno za vse ženske. Ne. Ja, moški še zmeraj rabijo neke konkretne usmeritve, dostikrat mi tudi na terapijah, marsikdo reče, ne. Pa dajte mi pol konkretno povedati, kaj naj jaz zdaj naredim, ne. In itak, terapija itak ne deluje na tak način, ne. Takrat jim lahko svetujem kakšno tako knjigo, ker na terapiji itak gremo v neke globine, v neke čustvene ozadja, ne, probamo priti do neke intime, v kateri se bosta same dva zbližala, ne, da tudi ne bosta bolj več terapevta rabila, ker z navodili pa dejansko rabiš konstantno neka navodila, ne, če prek navodil iščeš neko pot. Ampak ja, se mi zdi, da pa vseeno res so večinoma moški pa naravnani na to. Daj mi sam nekaj, da probam, eno strategijo. Ja, ki ena strategija ni delovala, daj mi drugo, samo da imam nekaj, s čemer jaz lahko probam priti do nje, ne. Moški imajo zelo tak pristop, ne, se pravi, ker se jih spet tudi tako vzgaja, ne, ti moraš se naučiti stvari popraviti, ne. Če hočeš biti pravi moški, moraš znati zamenjati žarnico, odtok, popraviti avto, popraviti bicikl in na koncu koncev tudi popraviti vse, kar zajebeš pri ženski, ne. In problem je, in plus, da živimo v svetu, kjer pač smo se naučili, da se problemi rešijo z instant navodili, ne, kaj, če ne znaš. Ne vem, jaz sem zadnjič šla sama zamenjati luč na avto, ne žarnico, ampak celo luč. In sem pač šla na YouTube in sem pogledala, kako se to naredi in sem naredila, ne, kar se v enem momentu zdi ful cool. Samo mi ne smemo pozabiti, da so tehnične stvari eno, odnosi so pa drugo. Pri odnosih ti pač moraš iti vase in izhajati iz svojih intuitivnih navodil, intuitivnih v bistvu smernic. In isto je pri materinstvu, recimo, ne, ki je še ena taka tema, kjer pač ženske so zasipane z navodili, knjigami, nasveti, s šolami za starše, ne vem kaj vse, veš, te neke teoretične smernice, kako bi ti ne z otrokom. Pa je otrok itak čisto individualno bitje in ni šans, da boš ti apliciral neke stvari splošne na njega in pol te to ful zruši, ker smo družba, ki pač misli, da boš prebral navodila in boš to
pač integriral v svojo, recimo, vzgojo otroka in bo to funkcioniralo. In pol ne funkcionira in si čist pač padeš, ne, na tla. V resnici imamo vse v sebi noter, vsa navodila za odnose imamo v sebi in za starševstvo in za to, kako ženska delovati z moškim in za to, kako moški delovati z žensko. Sam ravno to iskanje stika s sabo je potem v bistvu ta ključ do tega, da vemo, kako v resnici ravnati, ne. Pa kar je mogoče še ena ta res razlika, čeprav sem toliko tudi nisem zagovornik tega, da se ločuje na moške pa ženske, ker velikokrat se mi pol kdo oglasi ali pa tudi, ne vem, na terapiji mi kdaj rečejo, pri nama je pa glih kontra, ne, kakor bi pričakoval. In ja, danes se mi zdi, da so te vloge že res tako pomešane, ampak vse nekje bolj pri moških opažam to, da sploh, ko je neka čustvena vsebina ali pa neka, ne vem, ko je ženska v neki stiski, pa si upa to pokazati, ne, da takrat bi moški to uredil, rešil, ne vem kaj vse, ampak si tudi ti v knjigi pisala, ne, da takrat v bistvu ženske tega sploh ne rabimo od moškega, ne, da dejansko, no evo, te prepustim, kako moški reši naš problem. Ja, v bistvu ta del sem jaz vseeno povzela v bistvu iz teorije Johna Greya, moški so z Marsa, ženske so z Venere, ki se mi je zdelo toliko resnično in toliko realno. Zdaj tudi drugo knjigo že izdal, ki je kateri zelo popravlja to svojo prvo knjigo, ker so se časi spremenili in tako kot si rekla, več ni toliko te delitve moški način ženski, smo se malo pomešali, ampak vseeno pač ženske, tako kot si rekla, ne, rabimo v bistvu, da nas nekdo sliši, da smo v stiski in potem, kar moški mora narediti takrat, ko vidi, da ima ženska nek problem, je preprosto ji dovoliti, da ona to 1000-krat pove. In to je nekaj, kar moškemu pač ne gre z njegovo logiko. Če enkrat si to že povedala, pa sem ti povedal, kaj naredi, pa nisi hotela narediti tako, kako sem jaz rekel, kaj zdaj hočeš, zakaj mi zdaj to še enkrat govoriš, ne? Ampak fora je v tem, da v bistvu ženska mora sebe slišati 1000-krat, zato da bo njen sistem potem v bistvu sam našel rešitev. In jo najde, vedno najdemo same rešitev v sebi noter. Je pa res, da imamo pač potem to potrebo, da s čim večjimi ljudmi govorimo, ne samo z njim, zato tudi moški se recimo ful čudijo, ker oni ponavadi v sebi zadržujejo, pa imajo to svojo jamo, pa oni grejo tam not, ne, v sebe, pa pol rešujejo ta svoj problem. Mi ženske pa bi kar semi in potem včasih tudi mogoče izklepetamo neke zasebne stvari ljudem, ki mogoče ni intimno, na primer, da bi vedeli vse v našem življenju. Na primer, jaz sem tipična potem, ne, jaz, ko imam nek problem, jaz vedno najprej z mamo, pa pol še s fotrom, pa pol še s sestro, pa še s prijateljico, pa še po možnosti z enim prijateljem, da še imam moški pač mnenje, ne. In recimo, če je to problem iz partnerstva, je mogoče to za mojega partnerstva neprijetno, ne. Zato, ker pač on noče, da se, ne, on je pač ta drugi tip, ne, jaz hočem to v sebi zadržati, jaz bom to nekako, ne želim, da vsi zdaj vejo o tem, ne, ampak je ravno fora v tem, da mi ženske pač rešujemo stvari na tak način, da govorimo in ko sebe slišimo, ta mnenja, ki jih dobimo nazaj, sploh če so nasveti, niti niso toliko pomembna, ker jih itak ne bomo upoštevali, oziroma samo, če bomo intuitivno začutili takrat tistem momentu, to je to v bistvu, kar imam jaz tu not, pa si ti, da je to ubesedila ali pa ubesede, ne. Bolje je za nas pomembno, da sebe slišimo in da takrat skozi 1000 ponovitev, to zdaj pretiravam, ne, ampak da pridemo v bistvu v nas noter se odpre, to je to, kar moram narediti, ne. To v bistvu mi iščemo skozi to. V resnici ne gre za klepetavost, v resnici ne gre za nespoštovanje najine intime, ko jaz to pač delim z drugimi, ampak gre za to, da je to moja naravna potreba in edini način, na kak način bom jaz v bistvu svojo težavo rešila, ne. Se pa velikokrat zgodi, da moški, zdaj, ko začnemo ženske tle govoriti o nekem čustvenem svetu, pa o svojih potrebah, pa kaj si želimo od njega, pa kaj ne bi on naredil, pa bla, 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 da doživijo, da so zdaj oni pa neke moške cupate in da, ne vem, bojo izgubili še tisto zadnje spoštovanje, če bojo oni sledili sebi pa naredili tisto, kar čutijo, ne, oziroma, če nas bojo ubogali. Na drugi strani pa tudi že slišim zdaj čedalje več moških, ki pravijo, ne, jaz čutim, da si želim pač ustreti ženski, pa se zaradi tega, res ne mislim, da sem zaradi tega cupata, ne. Ampak kaj je danes sploh neki idealen moški, no? Ja, itak, da ga ni, ne, to sem jaz zdaj spoznala.
Ne, za mene je popolno to, da nekdo zna pač mene videti. Torej ne samo vizualno, ampak da me vidi kot celo osebo. In če moškemu in ko moškemu to uspe, da me vidi, da me upošteva, da me čuti, je to za mene pač popoln moški, ker tudi tu naprej se vse zgodi intuitivno in se zgodi točno tako, kakor se more, ne. Ampak drugače pa, ja, to s copatarstvom sem tudi jaz opazila, ne, problem je, da pač da smo v nekem obdobju, kjer se mešajo novi pristopi, kjer pač so moški bolj skrbni, se bolj vključujejo v družinsko skrb za otroka, se bolj vključujejo v neke te tudi ženske stvari, recimo ni več tega, da bi ženska mogla skrbeti, mislim, vse tega pričakovanja več ni večinoma pri sodobnih moških, da bi ženska mogla poskrbeti za celo gospodinjstvo, pa še potem, ne vem, hoditi v službo, pa za otroke, pa ne vem, ker vedno več moških to nekako razdeli in se vključijo. Ampak še vedno so pa istočasno zadaj ti stari vplivi, ki pa hočejo na nek način, da je moški neobčutljiv, brezbrižen in da vse, kaj on mora narediti, je zaslužiti denar in je s tem rešil vse, ne, in da mu je dovoljeno pač slediti svojim moškim nagonom, konec koncev, ne. To mi je vedno tako smešno, ne, ko kateri moški reče, pa saj moški smo lovci, ne. Mi rabimo to, da lovimo druge ženske, ne. Ampak pozabi, da v bistvu moški lovec je lovil hrano, ne drugih žensk. Tako da lahko gre in zasluži več denarja, če hoče uresničiti pač to svoj lovski nagon, da tako rečemo, ne. Več denarja, danes je pač denar ta kos mesa, ki je včasih bil, več denarja zasluži in boljše preskrbiš družino, ne. Zdaj že pri tem, ampak to je pač ta fora, kaj mislijo moški, da je njihova vloga, pa kaj ženske, recimo, ne. Ampak tako kot sem rekla, ne, to sem hotela povedati. In pol je pač ta nek vpliv moškosti, ne, še vedno, in potem moški rečejo, ti si pa taka copata svojemu kolegu, ki pač reče, jaz bom spil samo eno pivo z vami, pa grem potem domov k ženi, ker me čaka, ker je pač to najin life, ker imam družino, ne. In je to kot nekaj slabega sprejeto v moški družbi. Ampak jaz bi rekla, da je to samo stvar tega nekega mešanega časa in da čestitam vsakemu moškemu, ki uspe vzdržati ta pritisk moških kolegov, se uspe postaviti proti temu in celo marsikdo zna razložiti potem svojim kolegom, zakaj je v bistvu to pomembnejše od tega, da spije 3 piva in da je pol pijan in da potem pride domov in tako naprej, ne. In taki moški postavljajo novi standard moških, zato ker sem videla že to na lastne oči, ko je kdo tak povedal svojim kolegom, prijateljem in so ga gledali in se je čutilo, da so doživeli razsvetljenje v glavi oziroma da so oni takrat v bistvu začutili, da so ne bom rekla manj, ampak da niso tam, kjer je on, no. Da je on v bistvu zrelostno in miselno dlje in da je to v bistvu pravi moški, ne. Ampak vsem si v knjigi, meni je bilo ful zanimivo, no, vsi ostali tudi, ki poslušate naju, lahko komentirate od spodaj, pa zapišete, kaj so po vašem mnenju lastnosti idealnega moškega, kaj je za vas tisto, kar je najbolj idealno, po čemer vi najbolj hrepenite, ali pa kar je nekje vaša neka predstava idealnega. Jaz vem, da sem si zmeraj želela, ali pa moja predstava idealnega je bilo to, da dobim moškega, ki bo bil pripravljen skupaj z mano rasti, se pravi, se pogovarjati, se spreminjati. Nisem nikoli pričakovala, da bo moj moški popoln, ampak zame je popolno to, da se je pripravljen spreminjati, oglaševati na odnos. To se mi je zdelo, to mi je bila največja kvaliteta, no, ampak zdaj, ko sem brala tudi v knjigi, da idealen moški ne bi bil nekdo, ki kuha in ki pleše, sem bila tako, tudi to, ja, bi se dalo podpisati. Jaz bi mogoče sam še dodala, ker jaz sem pač naredila 6 odtenkov moških, ne, ki se mi zdi, da so pri sodobnih ženskih nekaj, kar res pritegne, kar res cenimo v odnosu, ne. In tukaj je tudi ta samosvojost, ki si jo že prej omenila, ne, da pač ženske po eni strani nastane njihova samosvojost, ne, da bi moški pač
tudi kdaj se opr našemu mnenju in kdaj udaril po mizi, zdaj bo pa tako, kak sem jaz rekel in ne, jaz pa tega ne bom šel, ker jaz pač nočem ali pa ne čutim, ne, whatever v tem smislu, nas v prvem momentu to prestraši, zato ker ženske vseeno živimo z nekimi pričakovanji, ki so vplivane od romantičnih komedij zadnjih 30 let, rečemo, ne, in preveč idealiziramo, kakšen bi naj moški bil. In tisti, ki potem gre popolnoma v to noter, kar si me želimo in izgubi to samosvojost, svojo hrbtenico, v bistvu takšen moški nas potem začne dolgočasiti. In pol nam to ni več fajn in potem pride nekdo, ki pač je čist moški skozi to samosvojost in karizmatičen in to in čist zgubimo stik s svojim moškim lahko zaradi tega, ne. In je pomembno, da moški ohrani samosvojost, zato tudi, ko si rekla ta copata, dokler bo ohranil samosvojost in bo znal pač še vedno se postaviti za svoje mnenje in bo znal pač tudi to, kar ženske pričakujemo, pa mogoče ni napisano v knjigi, ampak je zajeto v tej samosvojosti, je, da ženske v resnici hočemo biti vodene. Ne glede na to, koliko to zdaj antifeministično proti tem idealom zveni, da mi pač smo lahko same in lahko vse same in ne rabimo dobenega, da nas bo usmeril. Jaz mislim, da v neki svoji naravi si želimo biti vodene od moškega, ampak seveda na nek spoštljiv način, na nek način, kjer on nam da, no se to v bistvu pa opisujem bolj pri plesu, zakaj je ples meni toliko pomemben, da moški zna plesati, ker ples je pa en taki lepi, brezbesedni in se mi zdi še zadnji izkaz tega, da moški sicer vodi, ampak je ženska tista, ki cveti. On jo vodi na način, da vse naredi, da je ona lepa, da je ona uživa in da je ona v bistvu point vsega, kar vidimo tam, ampak je vse to lahko zato, ker je on z nekim spoštovanjem in z neko oglasitvijo na njo, ne, vodi, ker ne moreš ti enako voditi te ženske, pa te ženske, pa te ženske pri plesu, ne. Vsaka je malo drugačna, vsaka se drugače odziva in če ti v bistvu pogruntaš, na kak način svojo žensko voditi, da bo ona naredila vse, kar boš ti hotel na plesišču, recimo to zato z lastnih izkušenj govorim, ne, pridejo plesalci, ki so toliko dobri, da jaz v življenju nisem plesala, ne vem, salse ali pa nekega, ali pa tanga, ki je zahteven, pa tam izpadem, kot da že 10 let hodim na tečaj, ker me on toliko dobro vodi. In meni se zdi, da je to tako lepa prispodoba, na kak način bi v bistvu odnosi naj funkcionirali med moškim in žensko, ne, ženska dovoliti moškemu, da on prevzame, ne, te neke to neko vodenje življenjsko, se mu prepustiti, ne kontrolirati vsega, ne siliti vedno svoje, ne, moški pa vseeno z nekim pogumom pristopiti in spoštovanjem do ženske, ne. Pa kar mi je všeč, je, da pri plesu dejansko pridejo spet naša telesa malo bolj do izraza, ker se mi zdi, da zdaj tudi že, ne vem, zdaj spolnost čisto vsako spalnico, kako to izgleda, ampak se mi zdi, da tako zdaj smo že res ratali, da tako zelo navzven odprti, zelo veliko stvari želimo tudi komunicirati, tudi kar se spolnosti tiče, kar je super, da si lahko povemo, ampak po drugi strani pa je včasih neprecenljivo to, kako se sam začutimo, en nagib telesa, kar pa se da, vsaj plesalci, verjetno zelo dobro čutijo, kaj pomeni ena govorica telesa, ali pa ne govorica samo od svojega telesa, ampak prav te usklajenosti. Skupnosti celote, ja. Tako. Maja, mogoče še za konec, se mi zdi ena taka tudi večna tema, pa če imava že danes to mojstrsko številko, dajva še to mojstrsko temo odprt, in sicer kako zadovoljiti žensko na področju spolnosti, ker to so tudi, se mi zdi, take polemike, sploh moški ugotavljajo, katere so tiste formule in točke in ne vem še kaj, pa bi mogoče te še tle prosila, da daš en svoj uvid prispevek, mnenje. In spet hočejo moški 5 korakov do njenega orgazma, ne? Ampak ne gre tako, v bistvu se lahko vrneva kar na ples, če znaš dobro plesati, sigurno se znaš tudi dobro ljubiti z žensko, ker to je pač isti point, ne. Ti moraš voditi žensko, ti moraš biti kot moški ljubimec, ki jo popelje v to njeno, ta njen drugi svet, to sproščenost.
Hkrati pa ne more moškemu to ne more moškemu uspeti, če ženska ne spusti. Ne. Se pravi, ženska mora spustiti nek nadzor, neka pričakovanja, neke želje se propustiti. Moški pa mora potem res neustrašno, pogumno, v bistvu spet za svojo intuicijo iti do te ženske oziroma se jo dotakniti, jo poljubiti, iti vanjo, se pravi z nekim res feelingom. In tu je spet pač fora v tem, ni zdaj tu 20 točk, ki jih ti moraš čekirati pri seksu, da boš žensko popeljal do orgazma. Vse, kar je v resnici se oglasiti na njo. Oglasiti na njo pa ni toliko težko, kot zdaj zveni abstraktno moškim, ne? Ampak jaz imam zelo lepo pač v knjigi tudi napišem en cel tak odlomek, na kak način pristopiti k temu, in bo marsikomu zvenelo, mogoče čisto preveč poetično, ampak fora je v tem, da ti se ženske dotakneš in ko se jo dotakneš, da v bistvu jo začutiš res, da gre vate ta njena energija in da potem, ko vstopiš v njo, da gre vanjo njena energija in da tu sploh ni fora, na kak način boš ti zdaj prste premikal, na kak način boš, kateri položaj, kako boš z jezikom spreten. Nič od tega ni pomembno, ker če ti žensko primeš z nekim spoštovanjem, najpomembnejše pa s poželenjem. Nič ni narobe z živalskim poželenjem, ki se v moškem zgodi, spusti ga ven, zato ker to je v bistvu tisto, kar ženski da ultimativno potrditev, jaz sem zdaj tukaj tista ena in edina, ki si jo on želi. In vse ostalo se bo v bistvu zgodilo samo, ne. Tako da, če mene vprašaš, so dobri ljubimci tisti, ki spustijo to svoje poželenje in fokus na to eno žensko in hkrati so jo sposobni pač takšno, kot je, tam spoštovati in ceniti kot žensko, se pravi ne kot kos mesa, ampak res kot eno žensko, kot eno celostno osebo, ki jo hočejo zdaj pač začutiti, ne. In vem, da moški se lovijo za besedo čutiti in začutiti in to je pač nekaj, kar ni čisto zares privzgojeno moškim, čeprav v sebi pa to imamo vsi ljudje, ne, delovati po občutku in začutiti stvari. Ampak bolj kot si bojo prizadevali, se pravi, ob vsakem dotiku, ob vsakem poljubu, začutiti, kaj se v bistvu dogaja, kdo ona je, čisto brezbesedno bojo lahko žensko popeljali pač res v svetove, ki, mislim, vrhunski seks je mogoče premala beseda za opisati to, kar lahko dva doživita, če se uspeta skonektati skozi neko spoštovanje in tudi takrat, ko ti to uspe, tudi grejo vsi egoti v stran, zato tudi funkcionirajo eni odnosi takšni, ne, kjer se ljudje skozi kregajo, potem pa se ljubijo tako, da sploh ne gre skupaj to, ampak ne, ostajajo skupaj zaradi te seksualne povezave, ker jim samo tam uspe v resnici spustiti egote in spustiti nadzor in vseeno doživijo ta nek ultimativni connection, ne. In to je pač nekaj, kar se mi zdi, da bi si moški mogli prizadevati, ampak na drugi strani pa tudi ženske spustiti, ne, se pravi, pustiti mu, da on te začuti na nek svoj način, ne. Ker mi pa tudi gremo v seks v bistvu tako, ja, da vidim zdaj, kaj vse bo, pa pol, čakaj, zdaj bi jaz mogla tudi neko pobudo, ne, to imajo moški radi, da jaz zdaj v bistvu nekaj njega malo vodim, pa da jaz nekaj ne določam. Čisto preveč razmišljanja. Ne? Ja, se mi zdi, da se spet tako tle zapletemo v to in razmišljanje in v te neke zunanje, potrditve mogoče celo, kaj bo zdaj partner rekel na to ali pa partnerka, kar bi jaz rekla, da je pri spolnosti tudi pomembno je, da se znamo dejansko toliko umiriti, da slišimo sebe, no. Tako. In to, da lahko en ob drugmu, slišita vsak sebe in svoje potrebe in si pol tudi valjda lažje pomagata to zadovoljiti, se mi zdi tisto, kar naredi tudi eno lepo spolnost, no. Te samo malo zmotim še zdaj, ker to se mi zdi pomembno, pa sem šele zdaj, v bistvu mi je prišlo v glavo, ko si to rekla, lahko damo en praktični nasvet. In sicer meni se zdi, da se čisto premalo poljubljamo, da čisto prehitro gremo na nek seks, veš, in ker ko smo najstniki, na primer, smo se sposobni mečkati 3 ure, cel dan, ne. In to delamo naravno, ne? In
to ni brez veze, to ni samo najstniška stvar, to smo mi rekli, to je samo najstniška stvar, zdaj smo pa prestara za to, da bi se sam mečkala. Meni se zdi, če si bodo ljudje dali priložnost, da se malo dlje mečkajo, kot pa je to njihovo, ne, tu se zgodi največji connection, ne, se pravi, dajte se poljubljati, božati, poljubljati, stiskati in tu se zgodi connection in potem se vse ostalo zgodi dosti bolj naravno. Se mi zdi, da čisto prevečkrat grejo moški v akcijo prehitro, ženska rabi ful dlje časa, ampak se mi zdi potem, da ni fora v tem, da ženske rabimo daljšo predigro v samem smislu neke stimulacije spolovila ali pa teh nekih točk, ne? Ampak rabimo več časa, da pridemo do tega connectiona in to se pa zgodi dejansko skozi poljubljanje in objemanje. In jaz bi s tem v bistvu zaključila ta nasvet, no, da lahko praktično. Se strinjam, sicer jaz sem tle tudi spet, malo poklicno deformirana, spolnost je zelo ena taka moja strast in bi sam to poudarila, da ni črno-belo, da ni zmeri spet za vse ali pa za vsakega točno ta nasvet koristen. Mogoče res tudi po mojih izkušnjah je večina žensk takih, ki rabi več časa, ki rabi ta connection. Bi pa sam toliko, da če slučajno kdo izmed vas ne čuti na tak način, nič narobe. Dajte se na svoj način oglasiti, dajte na svoj način raziskovati. Komur pa je bilo danes tole všeč, kar smo mi z Majo govorile, imate možnost več najdeti tudi v tej njeni knjigi z simpatičnimi ilustracijami. Pot do nje je naslov. In še ena super novica, da Maja bo nekomu izmed vseh, ki boste komentirali danes tale video, podarila svojo knjigo, tole knjigo, ki jo imam jaz. Tako da dajte še enkrat vsi v komentarje zapisati, kaj je za vas idealni moški. Zdaj, za danes bomo pustili ženske malo v strani. Bomo idealne ženske imeli zdaj drugič na tapeti, danes imamo idealne moške. Tako da vsi, ki boste komentirali do 15.7. boste bili v žrebu za tole čudovito knjigo. Maja, hvala za tvojo fajn družbo in hvala tudi vsem ženskam, ki ste podprle tole vsebino s tem, da ste gledale, lahko tudi delite svojim moškim, pokažete tale pogovor in dragi moški, hvala, ker ste. V resnici smo ugotovili, da ne moremo brez vas in da ste izredno pomembni. In tudi velikrat se mi zdi to na terapiji, da šifriramo tiste grozne prepere in to njeno nerganje in ne vem še kaj vse, ugotovimo, ko se začnemo pogovarjati, pa ko malo čustva vključimo, da je od spodaj sam ogromen enega pogrešanja. Da ona temu, ko mi rečemo nerganje, oziroma moški rečejo nerganje, žensko nerganje, kje si bil, pa spet si tako pozno prišel, pa nikoli nisi točen, pa ne vem kaj, da v resnici zelo velikokrat ženska hoče povedati, ful te pogrešam. Pogrešam ono, da sva midva skupaj, da sva sam midva, da ni tisoč in enega opravka, In ko začnemo v tem jeziku govoriti, začnejo tudi moški to na drugačen način razumeti, sam pogrešam, nisem vsega kriv, ni vse narobe z mano, ker sem 5 minut prepozen, sam pogrešam. In so velikokrat tudi pari šokirani, ko ugotovijo, da je to res, ker ženske tudi včasih res toliko temu svojemu filmu, pa se mudi, pa to bi rada neko njegovo pomoč, ampak ne, pa je ne vem, skratka, kateri filmi, ampak na koncu še ženske šokirane, ker rečejo, res se sam pogrešam ga. Tako da mogoče ena iztočnica tudi za vas, da lahko razmislite, kje so vsi tisti momenti, ki se dejansko sam pogrešate, pa so vsi ti prepiri brezvezni. Za vse, ki bi si želeli izvedeti kaj več o Maji, jo najdete pod imenom FAYN, Maja, ali še kakšen drug kontakt? Ja, v bistvu najlažje bi bilo, če grejo kar na majamonrupi.com, tam je tudi fajn, pa tam so potem še druge, tudi coaching recimo za pare. Tukaj bi mogoče samo povedala to, ker tudi ti delaš te terapije in se mi zdi, da hvala Bogu se s časoma te terapije postajajo nekaj s pozitivnim prizvokom. Ogromno parov, tudi svojih prijateljev poznam, ki pač so se odločili za terapijo, ker točno to, kar govoriš, problem je dostikrat samo v komunikaciji. In včasih rabiš samo iti k nekomu,
ki sam sedi zraven in se vidva pol čisto drugače pogovarjata, ker ne dovolita svojim egotom, da bi planili ven in se stepli. In potem se res prvič slišimo, ne? In ko se začnemo slišati in videti to, kar v resnici smo, lahko stečejo te najlepše stvari, ki jih pa itak čutimo med sabo. Mislim, škoda je to, ko parov gre narazen, ker mislijo, da niso za skupaj, čeprav se čutijo ful, samo zato, ker niso znali v resnici komunicirati, ne. Ja, splača si dati kakšno priložnost prej, preden čisto upate, a ne? Tako, nič ni to slabega, pravzaprav je zelo zabavno. Zabavno je pol na teh terapijah in pejte še plesati. To je tudi terapija samo po sebi. Eva, hvala ti, da si me povabila, še enkrat cenim to ful. Hvala, da delaš te podcaste, da delaš pač te vsebine, ker se mi zdi, da ljudje res morajo slišati o tem. In hvala tudi za v bistvu to, da si prebrala mojo knjigo, da si jo predstavila danes ljudem. Tako da vsi na majamodrupi.com, ki vas bo zanimalo več, imam zdaj tudi poletno akcijo, pač knjiga brez poštnine, tako da jo dobite direktno na dom brez nekih dodatnih plačil. Tudi fajn za poletno branje, ampak tukaj bi spet rada poudarila, pač knjiga je samo en začetek, no, nečesa. Ful je fajn, če potem se zavedaš, da v bistvu vsi danes rabimo neke vrste terapij. Zdaj pa ali je to pri terapevtu, ali pri coachu, ali pa pri prijatelju, vseeno. Sam tu se mi zdi, da je tisto, da se zavedaš, da če prebereš knjigo, ponavadi ni dovolj, da je pač pol res tisto delo, rabiš pa nek support, no, ki te bo usmeril. Tako da, sploh tam, kjer pridejo neki težji vzorci zraven, ko imamo vsi slepe pege in tam nas ponavadi nese, drugače. Pa vsi jih imamo, to je fora, ne. Ni človeka, jaz sem spoznala, da ni človeka, ki nima nekih bolečin in dajmo si to že enkrat priznati in dajmo to razrešiti, da bomo lepše živeli. Maja, hvala za tvojo res iskrenost, odkritost. Jaz sem uživala v tem pogovoru. Bi pa sam še za konec, vsi, ki bi želeli pa kaj več o meni najdete, izvedeti, pa me najdete na evaerpic.si. Do naslednjega tedna, upam, da se imate fajn, uživajte in se vidimo. Adijo! Čau!